Gledate Gorenjska poročila na GIF TV. Na tiskovni konferenci pred festivalom Kraft, pred filmskim festivalom Kraft, hvala, da ste prišli. Danes smo tukaj ljudje, ki bomo znali kaj povedati o festivalu. Zelo sem vesela, da je z nami župan Matjaž Rakovec. Potem je tukaj Mojca Fatur kot predsednica Društva slovenskih audiovizualnih igralcev, ki je partner tudi festivala, Marko Mandić, ki je bil letošnji glavni selektor, ki bo nekaj povedal o filmih, pa jaz kot Maja Sever, kot producentka oziroma programski vodja festivala. Peto zaporedno festivalsko srečanje Kraft. Moram priznati, da zdaj vsi uspešni. Je pa res, da imamo malo nesreče z prostori. Če smo še lani organizirali v mojem kinu, zdaj zadeva zaprta trenutno, tako da bo glavno prizorišče seveda Škrlovc, pa ta tekmovalni del, da temu tako rečem, v gledališču, pa seveda tudi v Lajerci se bo dogajalo. Tako da sem zelo vesel, no, da vlečemo to tradicijo še naprej. Seveda bi pa več prepustil direktorci in pa seveda današnjemu tistemu izborniku, ki je naredil izbor filmov, gospodu Mandiću. Evo, toliko moje imeno. Hvala lepa, da pridejo. Kam bi pa seveda povabil seveda vse igralce in pa ljubitelje filma, študente, dijake, da si v čim večjem številu gledajo te zanimive filme, ki jih dejansko boste zelo težko še kdaj kje videli, je tako. Velik dosežek, en ta mali jubilej, ker običajno ti neki novi festivali nekako zelo hitro se utrudijo ali pa ne dobijo sredstev ali pa kakorkoli, nimajo ta pravega fokusa, pa imajo eno, dve ediciji. Veseli smo, da je nam uspelo, da imamo že peto. Imamo zelo močno idejo o festivalu, o kateri lahko kasneje govorim. In kljub temu, da smo letos doživeli eno zmanjšanje strani, to se pravi financiranja, strani občine, da smo vseeno uspeli speljati festival, namreč dobili smo tudi denar na razpisu Slovenskega filmskega centra, za katerega se zahvaljujemo. Danes bi morala biti z nami tudi Nataša Bučar, ki se opravičuje, ker ima tudi ona sestanek z ministrico. In morala bi biti z nami tudi Tina Hajon, ki vodi program Reacting, ki je nekako pridruženi član Krafta, tudi že 4. leto. In torej, zato pa z nami sedi Mojca Fatur, predsednica Društva slovenskih audiovizualnih igralcev, ki je vedno močnejši partner pri festivalu. Ne samo, že od začetka smo zraven s strokovnim programom, zdaj pa vedno bolj tudi finančno podpiramo festival, ker bo Mojca povedala, zakaj smo se tako odločili. Moram reči, da na žalost, tako kot je rekel župan, nimamo sreče letos, ker nimamo kina. To je za nas bil kar en velik izziv. Mogoče se spomnite, da smo začeli kot z letnim kinom, da smo v bistvu začeli z projekcijami na prostem v prvem letu Kranjskega festivala. Ugotovili smo, da se to pač ne obnese, ker smo bili preveč odvisni od vremena in seveda ljudje ob 10 oziroma ob pol 10 zvečer, ko se stemni, da lahko gledaš film, da so ljudje doma, ker imajo drug dan službo. Veseli smo, da smo, odkar smo bili v kinu, odkar smo lahko imeli projekcije v kinu, smo okrepili občinstvo kranjsko. Jaz mislim, da ga ljudje, ljubitelji dobrega filma že pričakujejo festival, sploh pa letos, ker pač si niso mogli ogledati v kinu filmov že od marca, mislim od 1. marca, da je kino zaprto.
Iskali smo rešitev, ker seveda en relevanten festival potrebuje vseeno dobre pogoje za filme, filmi potrebujejo dobre pogoje, ker so že v preteklosti bile v Škrlovcu projekcije, smo se odločili za stolp Škrlovec. Projekcije bojo profesionalne, sposodili smo si DC projektor in dobro platno, ker imamo dobre filme, o katerih bo govoril Marko. Je pa zaradi tega strokovni program nekoliko ni okrnjen, ne morem tako reči, ampak se bo del strokovnega programa izvedel v Ljubljani v jeseni, ker namreč Kranj je očitno tako živahno mesto, da ker nimamo Škrlovca na razpolago za strokovni program, nismo našli prostora v Kranju, dovolj ustreznega prostora, ne, za te delavnice naše. Kovačnica je polna, kar je super slišati, ne. Dobili smo prostor Prešernovo gledališče nam je prijazno odstopilo za vikend svoje prostore, ki si jih pa delimo, tako kot sem rekla, z Reactingom, ne. Reacting bo v Kranju od 13. do 16. junija. Oni imajo intenziven program, tudi rabijo svoj prostor, dosti velik, se pride več kot 35 igralcev iz cele regije balkanske, ne, ponovno. Njihov program je že ustaljen, financirajo ga Slovenski filmski center in centri bivše Jugoslavije, filmski centri bivše Jugoslavije. In ker seveda smo gostoljubni, smo te prostore v glavnem prepustili njim. Mi bomo organizirali dve zanimivi stvari, drugače bomo pa del tega pa tudi morali v Ljubljani potem predvidoma na akademiji, no. Druga, še zadnja stvar, da ne bom predolga, je pa to neko opravičilo. Mi smo, odkar smo bili v kinu, smo organizirali tudi dopoldanske projekcije za šole, ki so bile izjemno dobro obiskane. In bile so brezplačne, ker smo imeli podporo Mestne občine Ljubljana, ker smo imeli večjo podporo. Letos zaradi okoliščin, to se pravi zaradi tega, ker smo v Škrlovcu, kjer je malo prostora, imamo 60 stolov noter samo zato, da bojo pač vsi gledalci lahko v redu si pogledali film in uživali v njem. In pač zato, ker so bile, mi vseeno moramo projekcije, predvajanje filmov plačati, ne, pač nismo mogli izvesti šolskega programa. Upamo, da bomo drugo leto lahko to nadoknadili. Pozdravljeni, jaz bom kratka, ker se mi zdi, da smo vas zasuli z gomilo informacij, sicer zanimivih, ampak vseeno. Tukaj sem v vlogi predsednice društva, bi pa povedala najprej par besed čistko. Kot Mojca igralka, da sem sila ponosna na ta festival, ker je to res redkost, igralski festival, a ne? In tudi vsakič režiserji, ki pridejo, rečejo, joj, prav vidi se, da je igralski en drug štimung, je en drug žmoht. In se mi zdi pomembno, da imamo igralci ta prostor, znotraj katerega se lahko srečujemo izven vlog, izven igre, izven dela in se res samo družimo, delimo svoje izkušnje, poglabljamo znanje, se mojstrimo v nekih novih veščinah. Tako da je res vedno eno tako posebno, res navdihujoče vzdušje. Društvo DSI skrbi za strokovni program. Se mi zdi pomembno poudariti, da to v resnici ni spremljevalni program, ampak je popolnoma enakovreden del programa. Se pravi, izobražujemo, razmišljamo o poklicu, si izmenjujemo izkušnje, krepimo skupnost in predvsem poglabljamo neka znanja in se učimo odzivati na izzive, ki jih naš poklic prinaša. Tema letošnjega strokovnega programa je igralčevo zdravje, s posebnim poudarkom na duševnem zdravju.
Se mi zdi ena zanimivost našega poklica je ta, da mogoče en zunanji opazovalec ima občutek, da se imamo skozi sam fajn in se malo zezamo in tako na hitro se naučimo tekst, drugače je to vse skupaj en sam žur. Pa temu ni tako, mislim, je zelo lep poklic, kjer je ogromno navdiha in zabave, ampak so v bistvu projekti lahko tudi zelo naporni, zahtevajo fizično pripravljenost, mentalno pripravljenost, čustveno angažiranost in se mi zdi, da je vrednost strokovnega programa ravno v tem, da lahko igralec najde neko dodatno oporo, orodja, znanja, kako se vsem tem spopadati. Tako da organiziramo delavnice, predavanja, okrogle mize in letos, kot sem rekla, bomo pač odpirali predvsem vprašanja duševnega zdravja, varnosti na setih, fizičnih obremenitev, priprav na vloge in podobno. In seveda bomo tukaj skušali povezati strokovnjake z različnih področji, od medicine in psihologije pa do casting direktorjev, agentov, strokovnjakov za borilne prizore in seveda igralcev samih. Tako da jaz bi na tem mestu samo vse res prisrčno povabila, da se nam pridružijo, ker se radi srečamo igralci med sabo, smo pa zelo veseli, ko se nam pridružijo tudi gledalci. Tako da naj pride čim več ljudi.